Gremo naprej, gorečih src in vsak korak molitev je. Novi upi, novo jutro, pesem vse povsod zveni. 2000 let plamen gori in sveti jasno po svetu sem. In mnogi vroče si želijo, naj prebujenje se spet rodi. Naj gori ta plamen, naj temo prežene, iz noči bo svetel dan. Pesem narašča, ljubezen raste, naj žari. Stojimo v resnici, pojdimo v ljubezni, v imenu Jezus je naša moč. Dvignimo slabe, rešimo otroke, naj naša pesem napolni svet. Naj gori ta plamen, naj temo prežene, iz noči bo svetel dan. Pesem narašča, ljubezen raste, naj žari. Naj žari. Naj gori ta plamen, naj temo prežene, iz noči bo svetel dan. Pesem narašča, ljubezen raste, naj žari. Naj žari. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na spletnem bogoslužju. Zbrali smo se, da bomo v tem času skupaj slavili, častili našega Gospoda, molili k njemu in poslušali tudi iz Božje besede. Smo v času, ko stvari okrog nas postajajo negotove. Vlada je sprejela veliko ukrepov prav ta teden, ki dodatno komplicirajo, otežujejo naše življenje. Ampak v tem času, čeprav so naše cerkvene zgradbe zaprte, cerkev ostaja živa in povezana. In dobro je, da se skupaj združimo, da skupaj slavimo in častimo našega Gospoda. Rad bi prebral nekaj besed iz Psalma 107. Psalm 107 od prve vrste naprej, tako pravi. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Naj govorijo Gospodovi rešenci, ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke in jih je zbral iz vseh dežel, z vzhoda in zahoda, s severa in juga. Zabludili so v puščavi, na pustinski poti, naseljenega mesta niso našli. Bili so lačni in žejni, njihova duša v njih je omagala. V svoji stiski so vpili Gospodu, iz njihovih tesnob jih je rešil. Vodil jih je po pravi poti, da so šli proti naseljenemu mestu. Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto, za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom, ker je nasitil poželjivo grlo in napolnil lačno dušo z dobrim. V tem psalmu smo brali besede o tem, kako čudovit, kako dober je naš Gospod. In psalmist nas vabi, naj se zahvaljujemo Bogu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Tudi če okrog nas vse mineva, tudi če okrog nas je veliko negotovosti, veliko strahu, veliko neznanja o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Gospod je še vedno z nami. In dobro je, da se tega zavedamo, da tudi v času stiske, v času tesnobe, v času žalosti, trpljenja, je Bog tisti, ki je z nami. On se takrat ne odmakne od nas, ne.
On je še vedno z nami. On nam stoji ob strani in on želi biti z nami v tem času, v katerem zdaj živimo. Tukaj smo brali o tistih, ki jih je Gospod odrešil, jih je odkupil iz nasprotnikove roke. To smo vsi mi, ki verujemo v Jezusa. Gospod nas je po Jezusove smrti na križu rešil iz nasprotnikove roke. Hudič je premagan, smrt je premagana. Mi imamo večno življenje po Jezusu Kristusu. In v tem jutru želim vse nas podbuditi, da bomo častili Gospoda, da odpremo svoje srce, da resnično se povežemo zdaj v času slavljenja, v času petja hvalnice Gospodu, v času molitve, ko se bomo skupaj združili v molitvi. Povzdignimo Božje ime, ime nad vsakim imenom, ime Jezus Kristus. On je tega vreden, prav zdaj v tem jutru. In naprej smo brali v psalmu, da je Gospod rešil tiste, ki so klicali k njemu. Gospod bo rešil tudi vse nas. V tem času vse spodbujam, da resnično iščemo njegovo prisotnost, da molimo k njemu še bolj. Zdaj, ko imamo čas, izkoristimo ta čas, da častimo Gospoda, da ga iščemo v molitvi, da ga iščemo v branju Božje besede, da resnično hrepenimo po njegovem glasu. Gospod se nam bo razodel in Gospod nam bo pomagal. In na koncu smo brali to spodbudo za zahvaljevanje. Naj se zahvaljujemo Gospodu za njegovo dobroto, za njegova čudovita dela, ker je potešil poželjivo in lačno grlo in napolnil lačno dušo z dobrim. Naš Gospod, tudi v tem času tesnobe, v času pomanjkanja, mogoče družbenega pomanjkanja, stikov z ljudmi, Gospod želi nasititi, napolniti našo dušo z njegovo prisotnostjo, z njegovim mirom. Ko smo tako povezani z njim, Gospod je z nami in on je vreden vse slave in časti. In naprej vas vse spodbujam, da se nam pridružite v slavljenju, da skupaj zapojemo Bogu na slavo. Tudi če bom šel po dolini smrtne sence, pregnan bo strah, ker ljubiš me, Bog. In če bom ujet v težave, ki na tem svetu so, ne bom se bal, ti si z menoj, ničesar se ne bom bal, ker moj Bog z menoj je. In če moj Bog z menoj je, koga bi se bal, koga bi se bal. Ti me ne bo zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne bo zapustil Bog, ne bo zapustil me. Vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Z njo nič primerjati se ne da. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler še čakam te, prebival bom vedoč, da si tu. Ničesar se ne bom bal, ker moj Bog z menoj je. In če moj Bog z menoj je, koga bi se bal, koga bi se bal. Ti me ne bo zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko
se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil me. Ja vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler čakam ta dan. Tebe častil bom, tebe častil bom. Ja vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler čakam ta dan. Tebe častil bom, tebe častil bom, Gospod. Ti me ne boš zapustil v času radosti in stisk. O, ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil me. Ti me ne boš zapustil v času radosti in stisk. O, ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil me. Gospod, vsemogočni Bog, ti stvarnik, ki si ustvaril vso zemljo, tebi pripada vsa slava in čast. In hvala ti, Gospod, da si nas tako ljubil, da si na ta svet za nas poslal svojega sina Jezusa, ki je šel do konca, ki je šel do križa in tam plačal to veliko ceno za nas greh. Hvala ti, Gospod, da Jezus, da si ti vstal od mrtvih in da zaradi tvojega vstajenja imamo tudi mi večno življenje. Hvala ti, Bog, da si zdaj z nami v tem času. Prav zdaj, Gospod, ko smo združeni v molitvi, ti si ob nas, mi nismo sami. Hvala ti, Bog, da se lahko obračamo na te. Gospod, da lahko izlivamo svoje srce tebi, da ti slišiš vsako besedo iz naših ust, da ti vidiš stanje našega srca. In Gospod, prosim te za vse brate in sestre, za vse ljudi, ki gledajo ta posnetek, da resnično se jih srečaš, da resnično prideš do njih prav zdaj, Gospod, da se lahko povežejo s tabo. In moj Bog, zaščiti nas vse pred vsem hudim, Gospod, ki je okrog nas. Ti nam pomagaj v tem času. Mi ti, Gospod, želimo zaupati še naprej, ker vemo, da na veke traja tvoja dobrota in tvoja zvestoba. Ti si vreden vse slave in časti. Skala si moja, vir moči, večni moj delež milosti, moje življenje si. Jezus, po tebi hrepenim, ti si zaklad, ki ga želim, moje življenje si. Moje si grehe na se vzel, stopil si v smrt, da bom živel, moje življenje si. Kadar se zgrudim, me krepiš, v suši mi dušo potešiš,
moje življenje si. Jezus, Božji si, vreden si časti. 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 Čudovito je slaviti našega Gospoda, tudi če se skupaj nismo mogli zbrati na bogoslužju. Že 10 dni je, odkar smo nazadnje skupaj slavili Gospoda, vendar smo v molitvi povezani. Lahko rečem, da se v naši državi kar dobro držimo, čeprav nam napovedujejo, da najhujše še prihaja. Veseli smo tudi spodbudnih novic iz Kitajske, katera je razglasila, da so premagali koronavirus. Spodbudno je slišati iz držav, ki so zelo uspešno in disciplinirano se soočile s koronavirusom. Poleg resnih ukrepov v državah Južne Koreje, Singapura in Kitajske, pa mnogi ne vedo, da je tam veliko kristjanov, ki so se združili v molitvi in prosili Boga, da čim prej z njegovo pomočjo premagajo to težko situacijo. To niso formalni kristjani, ampak kristjani, ki resnično verujejo Jezusovim besedam in doživljajo njegovo moč. Poglejmo nekaj Jezusovih besed v molitvi. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa, kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, kolikor bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dal dobro tem, ki ga prosijo. Jezus obljublja, če bomo prosili, bomo dobili. Če bomo iskali, bomo našli. Če bomo trkali, se nam bo odprlo. Tudi v Sloveniji smo se zbrali pastorji in verniki iz protestantskih in drugih krščanskih cerkva skupaj na molitvi in postu, da molimo in prosimo, da nam Bog pomaga v tej situaciji. Bog želi pomagati. Bog nam daje dobre darove. Bog želi pomagati, smo tukaj prebrali, ali sam Jezus nam to govori. To je Jezus dokazal tudi ves čas svoje službe na zemlji. Jezus je vhodil vsa mesta in vasi, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: žetva je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Tukaj vidimo Jezusovo službo, Jezusovo srce, katero želi opravljati vsak dan ali katera velja za vse čase. Jezus je učil, oznanjal kraljestvo. Jezus je pomagal ljudem, ozdravlja njihove bolezni in slabosti. Zakaj je to delal?
ker so se mu ljudje smilili, beremo. Ker je dejal ali videl je kakor ovce brez pastirja, da potrebujejo pomoč, da potrebujejo spodbudno besedo, da potrebujejo tolažbo, da potrebujejo zdravljenje, da potrebujejo mir v svojem srcu. Jezus je imel vizijo, videl je potrebe. On pravi, žetev je velika, delavcev pa malo. Mi živimo v tem trenutku, v eni veliki potrebi. Toliko ljudi je danes v tej težki situaciji v potrebi. Jezus gleda kot na eno veliko njivo, žetev, kjer je veliko dela, kjer je potrebno veliko pomoči. In Jezus daje odgovor. In pravi, prosite ali molite gospodarja žetve, naj pošlje svoje delavce. Verujem, da je ta težki čas priložnost ali možnost, da se kristjani prebudimo iz mlačnosti in religioznosti. Da prenehamo biti formalni kristjani, ki skoraj nič ne verujejo v Jezusove besede. Vrniti se moramo nazaj k Jezusu, Božji besedi, verovati in zaupati njemu. To službo, katero je Jezus upravljal, sam Jezus je rekel, jaz grem nazaj k Očetu in poslal bom Svetega Duha, pomoč, moč, da bomo mi ljudje lahko naprej opravljali Jezusovo službo. Apostol Pavel, eden največjih teologov vseh časov in eden največjih intelektualcev v njegovem času pravi, kakor ste torej sprejeli Gospoda Jezusa Kristusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem, ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njem poučeni, polni zahvaljevanja. Apostol Pavel pravi, tako kot smo sprejeli Jezusa, ali tako kot beremo v evangelijah, ali to, kar je Jezus delal, učil, želi, da verujemo in zaupamo njemu, ali da pridemo nazaj k njemu in ga prosimo, da nam pomaga, da živimo eno praktično življenje z Bogom, ki nima nič skupnega z eno formalnostjo ali religioznostjo. Vsi mi radi razpravljamo o življenju, smislu, obstoju, radi filozofiramo. Toda, če želimo spoznati Jezusa, se moramo soočiti z Bogom. Pavel pravi, kajti v njem telesno biva vsa polnost. To pa je nekaj mnogo več, kot samo našo človeško razpravljanje in filozofiranje. Celo nas Božja beseda opozarja, glejte, da se kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Verujemo Jezusu. Smo pripravljeni odpreti svoje srce njemu in zaupati njegovi besedi. Smo pripravljeni se ponižati pred njim in dovoliti, da se Jezus svojo popolnostjo, božanskostjo razodene v našem življenju. Jezus je rekel, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme in kdor išče, najde in kdor trka, se mu bo odprlo. In na koncu si moče postavljamo vprašanje, kako moliti? Jezus, ti praviš, naj molimo, naj prosimo, naj trkamo. Kako v resnici moliti? Molitev je zelo preprosta in iskrena. Molitev pomeni pogovor z Bogom. Da lahko sem iskren z Jezusom,
ali da lahko svoje srce odprem njemu, se mora mogoče najprej soočiti sam s sabo, svojo grešnostjo, svojo nevero. Ali, kakor Božja beseda pravi, da se spravim z Bogom. Bog želi usliševati. Sam Jezus je rekel, nebeški Oče ima najboljše stvari. On ni kot mi ljudje. On ima za nas to, kar potrebujemo. In v tem trenutku jaz verujem, da Bog vidi situacijo, v kateri se nahajamo v naši deželi, v kateri se nahaja cela Evropa in nam želi pomagati. Zato, če želiš njegovo pomoč, se moraš najprej ponižati. Bog, potrebujem tvojo pomoč. Potrebujem, da mi ti pomagaš. In velikokrat je ta korak vere, da pridemo k njemu in ga najprej prosimo. Ali spostavimo odnos z njim. Jezus, odpusti mi grehe. Moče nisem imel časa. Moče nisem hotel slišati o tebi. Kaj šele, da bi prosil in iskal tvojo pomoč. Ali danes sem tukaj. Moče si danes v težki situaciji, ki te je, mogoče nekako pritisnilo v kot. In tu te Bog kliče, da se spraviš z njim. Da mu poveš, Jezus, odpusti mi moje grehe. Odpusti mi, da nisem hotel imeti s tabo nič. Zdaj prihajam k tebi. Bodi moj zveličar, bodi moj odrešenik in nauči me moliti, da lahko molim, tako ti praviš, naj prosim, da bodo moje molitve uslišane, da bom našel odgovor. In pomembno je, da v tem času resnično in iskreno molimo. Da molimo, Bog zaščiti nas. Bog zaščiti nas. Jaz vsak dan molim, Bog pomaga nam. In že slišim tudi novice, ljudje po svetu, ki so zboleli in naenkrat se njihovo stanje izboljšalo. Hvala za zdravnike, hvala za vse ljudi, ki delajo in pomagajo in vlagajo vso svojo moč. Ali obstaja tudi ta Božja pomoč. Jezus nam ponuja, naj molimo, naj prosimo, da nam on pomaga. Moče si zbolel in ne veš, kako zdaj. Zaupaj Jezusu. Kot sem rekel, molitev je nekaj iskrenega. Moče prav zdaj lahko poveš, Jezus, prosim te, pomagaj mi. Jezus, stori čudež, ozdravi me, izpelji me iz te situacije. Mogoče si v situaciji, kjer so ljudje okrog tebe in rabijo molitev, ker so bolani. Tudi to lahko izkoristimo. Molimo za ljudi, verujmo, da bo Jezus pomagal. Povejmo ljudem, da obstaja upanje, da obstaja Božja pomoč. Moče ljudje potrebujejo tolažbo. Prosimo, da nam Jezus da srce, ki ima breme, ki vidi potrebe, ki vidi to žete v tem trenutku, kjer ljudje potrebujejo pomoč. Molitev za ozdravljenje, molitev za mir, za pogled naprej. Jezus je imel vizijo. On je rekel, naj molimo, naj prosimo. In moče si prav ti danes, ta delavec, kjer te Jezus kliče, da pomagaš, da moliš, da prosiš v tej težki situaciji, da vsi skupaj zrastemo v veri in zaupamo Bogu. Mogoče bo šel skozi težko situacijo, ko bo nekdo rabil tolažbo, ker bo moče bolezen preveč pritisnila. Ali zaupamo Bogu? Jezus je rekel, da je tudi naš pastir, da nas želi peljati tudi skozi dolino smrtne sence. To je njegova obljuba in naj to nedeljo je naša molitev
Jezus, želimo zaupati in verovati tebi. Želimo pomagati. Želimo biti delavci v tvojem kraljestvu in tudi v tej težki situaciji, v kateri se nahajamo. Ti me ne boš zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil me. Na koncu želim, da se vsi skupaj pomolimo za dneve, ki prihajajo. Ponavadi, ko molim, jaz zaprem oči, da se lahko skoncentriram na živega Boga. Jezus, mi se zdaj v molitvi združujemo za dneve, ki so pred nami. Jezus, mi te prosimo, da nam ti pomagaš. Zaupamo tvoje besedi in zdaj prosimo tvojo pomoč. Jezus, iščemo odgovore situacije, tudi za vse ljudi, ki so na odgovornih mestih. Jezus, da se pravilno odločajo, da vsi skupaj, Gospod, lahko gremo in premagamo to situacijo. Tudi kljub človeškim naporom, znanju, medicini, Jezus, mi zaupamo tudi tebi. Zato se dotakni in deluj svoji moči. Jaz te prosim tudi za vse tiste, ki so v tem trenutku bolni. Ti deluj, ti delaj čudeže, ti daj zdravnikom modrost, Gospod, da se pravilno odločajo. Jezus, da so človeška življenja očuvana. In prosimo te moči tudi za tiste, ki so v tej težki situaciji izgubili najdražje. Daj jim mir, Gospod, daj jim tolažbo, kaj ti zaupamo, da tudi v tej situaciji se bomo vsi skupaj naučili, Jezus, nekaj novega, se zavedali odgovornosti življenja, ki nam ga ti daješ in prihaja v tebe. Jezus, hvala ti za vse, hvala ti za tvojo pomoč, hvala ti za ta dan, da smo lahko bili skupaj, čeprav preko spleta. Jezus, hvala ti za ves tvoj blagoslov. In na koncu vam vsem želim, ostanite zdravi in močni v molitvi. Amen.